Dragi poslušalci in gledalci našega televizije. Ne vem, če smemo javno podvomiti v to, če vsi ljudje prav razumemo ali ustrezno uporabljam besedo motiv oziroma nagib. Zdi se mi tudi, da v vsakdanjem življenju premalo uporabljamo to besedo. Znano je, da Slovenci radi uporabljamo, obrekujemo in obsojamo. Psiholog Trstenjak ugotavlja prav pri Slovencih, da prejslej vsak človek doživi, da ga ljudje kritizirajo in obsojajo. Seveda vsak ob tem začuti, da se mu godi krivica. Koga pa ne boli, če ga ljudje obrekujejo ali obsojajo. Ob tem pa morda pozabljamo, zakaj ljudje kritizirajo enega ali drugega. Zlasti ljudi, ki so bolj izpostavljeni. Vsaka večja kritika je lahko tudi priznanje. Kdor nič ni in nič ne pomeni, zaradi tega se ljudje niti ne zmenijo, pa tudi, če je potrebna pomoči. Tako je lahko tudi kritika, priznanje in vrednotenje človeka. Kdor steguje glavo nad množico, mora biti pripravljen, da ji tudi po glavi dobi. Takega bodo kritizirali in mu na vse načine tudi nasprotovali. Vsako stegovanje glave je ljudem na poti, zaslanja jim pogled, da se slikovito izrazim. Mnogi se ob tem čutijo prikrajšane in se jim zbuja zavest, ker si sami tega ne upajo. Tako razmišlja psiholog Trstenjak. O tem pa se nihče ne sprašuje, zakaj tako govori. Ali ima za svoje govorjenje upravičene razloge? Pogosto se zgodi prav to, da nima razlogov za lahkomiselno govorjenje. Ker pa se godijo težke nepravilnosti in krivica, tam pa se ljudje bojijo kritike. Če bi javno izrekli upravičeno kritiko na račun neke zloglasne odločitve odgovorni. Seveda resnica boli, ampak samo resnica je tista, ki jo osvobaja. Kdor vidi krivico in zlorabo nekega položaja, mora javno spregovoriti. Seveda ob tem pa mora računati, da bo nekdo zaradi tega prizadet. Seveda prav ta glava, ki se je postavila v obrambo resnice in pravice, zelo pogosto dobi. Ob tem pa se malo kdo sprašuje, zakaj se je nekdo dvignil svojo glavo? Kje so razlogi, da je nekdo upal spregovoriti? Za presoje takega nastopa ali javnega govora je potrebno poznati motive, zaradi katerih se nekdo izpostavlja. Za etično presojo nekega govora ali tudi ravnanja so odločilni motivi, nagibi, ki so bili pri takem govorjenju odločilni. V vsakdanjem govorjenju in tudi odločanju premalo mislimo na motive. Prav zato pa moramo v današnjem razmišljanju nekoliko več razmisliti o nagibih človekovega govorjenja ali tudi delovanja. Tudi v času pretiranega liberalizma, ko mnogi mladi ponavljajo, delam, kar hočem, ker mi je tako najprijetnejše, si moram zastaviti sebi in drugim, zakaj tako ravnati in zakaj se tako odločati. Zato moramo imeti nek razlog ali motiv. Brez poznavanja nagibov ne smemo nekoga obsojati in tudi pravilno vrednotiti. V našem času ponovno slišimo besedo vrednota, isto pa tudi sami pogosto uporabljamo različni pomeni in konteksti. Zdi se, da je vrednota postala ena izmed modnih besed. Včasih pa taka beseda zgublja tudi svoj pravi pomen. Če govorimo o vrednotah, mislimo na nekaj, kar človeka premika v njegovem življenju. V psihologiji in tudi etiki poznamo besedo motiv, ki označuje vse vrste teh človekovih gibanj in vzrokov, da se človek za nekaj odloči. Motiv je torej gibalo, ki človeka žene k neki odločitvi za neko dejavnost. Motivacija pa je proces poganjanja v neko dejavnost. Znano je, da tudi v psihologiji ni enotnega mnenja, kaj pomeni motiv ali motivacija.
Motiv je vsekakor povezan s pojmom potrebe, ta pa naj bo objektivna ali pa samo namišljena, ali pa celo zunaj vsiljena. Ker imajo vsi, tudi jaz moram imeti to, čeprav dejansko potrebe za to ni. Taka neobjektivna potreba za nekoga so pametni telefoni. V psihologiji je znan izrek, brez motiva ni spremembe. Kakorkoli že v motivi mora spregovoriti tudi etika ali moralna teologija. Motiv je nekaj, kar povzroči neko dejanje. Ni vseeno, z kakšnega motiva se človek odloča za neko dejanje. Tudi Kristusova beseda opozori na motive, zaradi katerih človek naj dela dobro. Kdor vam da piti kozarec vode zato, ker ste Kristusovi, resnično vam povem, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. To je zakaj. Priznati moramo, da v vsakem življenju delovanju so zelo prisotni nagibi. Vedno govoriti moramo o različnih motivih pri isti ali različnih dejanjih. Tudi motivi se med seboj lahko zelo razlikujejo po vsebini in moči. Eden je motiv, da se nekdo odloči za pohod planine, drugi pa je povsem drugačen, ko se nekdo odloči za študij, na primer matematike. Različni motivi tudi pri fantih, ki se odločajo za poroko s tem ali onim dekletom. Enega pritegne lepota, drugega pa pritegne dobrota srca. Filozof bi rekel, da je motiv vse, kar privlači človeško voljo. Motiv je vsekako dejavnik, ki močno vpliva na človekovo odločitev. Vprašanje pa je, če je vsak motiv dovolj moralno upravičen ali pa tudi dovolj močan, da vpliva na odločitev. Na primer, pri umetniškem delu lahko zasledimo tudi močan motiv, ki slikarja vodi in navdihuje pri njegovem umetniškem ustvarjanju. Ti motivi so lahko zelo različni že pri istem človeku. Še bolj pa se lahko razlikujejo tudi pri različnih ljudeh, čeprav gre za isto dejavnost. Nekdo lahko nastopi določeno službo zato, ker je dobro plača. Drugi pa isto službo prevzame zato, ker ga neko delo veseli. Zaradi človeške slabosti pa nagibi lahko tudi so negativni, grešni. Ponovno se lahko srečamo z ljudmi, ki delujejo iz slabih namenov. Motive je vsekako treba prečistiti in ponovno preveriti. Ljubezen dedkov ali babic je pogosto premalo premišljena. Prav motivirana ljubezen od dedkov in babic je v tem, da dajo svojim vnukom, kar je dobro in vzgojno zanje, ne pa tega, kar jih razvaja. Velika zaljubljenost lahko spregleda objektivno pravilne in moralne motive. Zato pravimo, zaljubljenost je slepa. Pred človekom je sicer mogoče prekriti tudi negativne gime, ne pa pred Bogom. Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kaj je pred očmi, Gospod pa vidi srce. Samuelova knjiga. Torej sodim po tem, kar se vidi. Dober človek prenaša iz dobre zakladnice svojega srca, hudoben pa iz pokvarjene hudobije. Če se polno je srce, to usta govori, pravi Luka. Vsak naj da, kako se je v srcu odločil, pa ne čmerno ali na silo. 2. Korinčanom. Božja beseda je namreč živa in silovita, ostrejša kako vsak dvorezen meč in zareže ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgoje in misli srca, pismo Hebrejcem. Tomaž Kempčan pa je v hoji za Kristusom zapisal, človek vidi obličje, a Bog srce. Človek presoja dejanja, Bog pa sodi namene. Slomšek je zapisal tudi, Bog ne gleda na lepoto telesa, ampak na čednost srca.
Torej motivi so potrebni, vendar treba premisliti, ali so vsi moralni in pravični. Imamo poštene in zlagane motive. Odvisno od človekovega srca. Pošten je tisti nagib, ki človeka spodbuja, da deluje iz notranje moralne biti in se odloča v skladu s svojo vestjo in Božjo voljo. Življenjsko izkustvo nas potrjuje prepričanju, da se ljudje pogosto odločajo iz negativnih nagibov, čeprav se včasih tega niti ne zavedajo ali nočejo. Zelo se moramo varovati zlaganih motivov in slediti etičnim. Zaradi človeških slabosti se tudi v jedru osebnosti včasih ponujajo momenti, ki delujejo kot motivi za nekatera dejanja ali odločitve. Bog daj, da bi se ljudje čim bolj odločali iz čistih in etičnih nagibov. Žal pa moramo priznati, da se ljudje zelo pogosto odločajo iz sebičnih nagibov. Pogosto se dogaja, da prav trgovske hiše svoje artikle prodajajo zato, ker so v odjemalcih izvali odločitev, ki ni imela poštenih in človekoljubnih motivov. Če opazujemo današnje življenje potrošniške družbe, moramo reči, da so negativne motivacije zelo prisotne prav v potrošništvu. In naj še omenim samo nekaj primerov, kjer se posebej odločajo iz negativnih ali sebičnih nagibov. Razpisano je neko delovno mesto za predavatelja na fakulteti. Kandidat se prijavi z vsemi razpisanimi pogoji. Istočasno se pojavi nekdo drug brez najbolj ustreznih pogojev. Sprejet je kandidat z neustreznimi pogoji, ker je znanec ali prijatelj, sorodnik ali pa celo simpatičen odgovornim, je sprejet z pomanjkljivimi pogoji. Pri takih odločitvah ni bil odločilen pravičen motiv pri ljudeh, ki so odločali v sprejemu. Drug primer, fant se odloči za nek pedagoški poklic, ker v sebi čuti za to primerne sposobnost in tudi pravo veselje. Tega pa ne more sprejeti oče, ki ga usmeri v drugi poklic, češ tem je boljši zaslužek. Pri očetu je bil torej odločen motiv čim več zaslužiti. Napačno. Zato nezadovoljstvo in neuspehi. Smo pred državnimi volitvami. Pojavijo se različni kandidati in vsak hoče na svoje volivce močno vplivati z določenimi obljubami, ki pa volivce močno motivirajo, pa čeprav so ti motivi le lepe obljube. Svet manipulacije volivcev s praznimi obljubami. To vidimo danes. Volimo tega, ki nam trenutno z obljubami ustreza. Tudi v duhovniški službi lahko gre za nepoštene motive. Pri župništvu se pojavi skupina Romov s prošnjo. Ko župnik opazi te prosilce, hitro skoči pod drobiž in vsakemu nekaj da. Zakaj jim je dal? Pomislil je, da jim mora dati drugače, kaj si bodo mislili o njem, če jih odžene. Zato župnik odloči, da vsakemu da nekaj drobiža. Da se jim čim prej znebi, da odidejo in da ne bodo dobili vtisa, da je ta župnik skop. Predvsem tem pri župniku ni odločila ljubezen do človeka, ampak župnikov egoizem. Vse posod je prisotno. Duhovnik mora oznanjati Kristusov evangelij. Prav zaradi tega bi moral biti v svojem oznanjevanju odločen in jasen. Tega vsak ni zmožen, ker se boji, da bi se zameril ljudem. Negativen motiv. Taki zlagani motivi jemljajo moralno vrednost nekemu dejanju, ki je na zunaj pozitivno. Duhovniki in verniki vsi vidijo, da njihov predstojnik ne dela prav, pa vendar pred njimi se molčijo, da se ne bi zamerili, čeprav bi morali povedati resnico. Kakšen pa je bil motiv za njihovo molčanje? Sebičnost, da se ne bi svojim predstojnikom zamerili, cerkveni ali civilni. Žal se kaj takega pogosto dogaja
prav v cerkvenih krogih. Opazujem ljudi, zlasti ženski svet, kako se morajo oblačiti po modi, če tudi so že starejše ženske. Zakaj? Ali to urejeno zahteva služba ali skrb za telesno nego? Tudi tukaj je motiv pomemben. Če se pa nekdo mora 2-krat na dan obleči moderno obleko, potem je vprašanje, kakšen je motiv za tako ravnanje. Potem ne sme odločiti motiv, ki bi ga imenovali ošabnost ali nečimanost. Tudi to skrb za zunanji izgled moramo presojati po notranji motivi. Prav zato je težko nekoga soditi le po zunanjem videzu. Človek vidi dejanje, Bog pa vidi namene srca. Ta mnoga življenjska izkustva in mnogi primeri neetičnih motivov nas samo spodbujajo, naj najprej čistimo svoje notranje nagibe in se odločamo čim bolj po nagibih krščanskega odrešenega duha. Če smo ljudje, pa tudi kristjani, bili preveč pozorni na to, kar se vidi, se moramo zavedati, da naše odločitve niso zmeraj v skladu z Božjo voljo. Tudi soditi, presojati ne moramo kar tako na slepo. Ob sklepu našega razmišljanja naj povem, da bi si morali k sebi veliko bolj vzeti besedo Svetega pisma. Človek gleda na to, kar je pred očmi, Gospod pa gleda na srce. Čim več poštenih in moralnih nagibov pri ljudeh, tem lepši bo svet okrog nas in v nas in tem lažje bo naše življenje. Hvala lepa.